Lepo vas vse pozdravljam. Vesel sem, da sem lahko z vami povezan vsaj nekaj trenutkov danes dopoldne na teološkem simpoziju, ki nosi pomenljiv naslov iz Evangelija: Vi ste sol zemlje. In gre za to, da iščemo izvire, da bomo lahko pričevalci vere v tem današnjem svetu, ki je poln sprememb. Vemo, da smo v času, ko se zadeve, kar se tiče prenosa vere, kar se tiče naše verske prakse, izkušnje, koliko vernikov imamo še v cerkvi, da jih veliko odide, predvsem vprašanje mladih, ki ne ostanejo, da nas vse to muči, da razmišljamo o tem, predvsem pa, da iščemo, kako naj cerkev gre v prihodnje. Sinodalni procesi, v katerih smo sedaj, nam bodo pomagali in nam pomagajo, in tudi ta teološki simpozij, verjamem, da bo tudi v tej smeri pripomogel k temu, da bomo reflektirali vsak svojo vlogo, ki jo imamo. Tukaj tudi vidim, da so med nami škofje, pa so bratje duhovniki, profesorji, katehistine, katehisti, verni laiki, najbrž tudi. Vse lepo pozdravljam in sem vesel, da skupaj razmišljamo o naših pomembnih temah, kot so preroška poklicanost vernika v Svetem pismu, Matjaž Celarc, in potem pa istovetnost in poslanstvo laika. Prav to vprašanje soudeležbe, participacije v občestvu cerkve s strani laikov je prav v procesu sinode bilo zelo izpostavljeno, na kakšen način, katere vloge naj prevzamejo verni laiki. Vemo, da to vprašanje ni nekaj novega, da je to že po drugem Vatikanskem koncilu bilo izpostavljeno, vendar v praksi ni bilo uresničeno, in da iščemo še načinov, v kakšni meri, katere službe bodo prevzeli laiki. Škofje vemo, da jih bodo prevzeli zelo veliko, večino služb, ki niso povezane z zakramentom svetega reda, bodo lahko v cerkvi v prihodnje prevzeli laiki. Ne lahko, ampak jih bodo morali, ker bo pač duhovnikov manj. To je realno stanje in to sprejemamo na znanje in iščemo načinov, kako to uresničiti. Eno je, da mi reflektiramo najprej sami duhovniki in cerkev kot hierarhija, drugo je pa skupaj z vernimi laiki, da ohranimo tisto, kar ima vsak po svojem krstnem dostojanstvu, in da uresničimo vsak svoje poslanstvo v okolju, glede na zmožnosti, glede na darove, predvsem pa na karizme, ki nam jih je Gospod dal. Torej, kar se mi zdi zelo pomembno je, kot pravi papež Frančišek, poslušamo drug drugega, skupaj pa poslušamo Svetega Duha. Sinodalna pot ne more biti demokratična razprava ali glasovanje ali preglasovanje o nekaterih vprašanjih, ampak mora biti iskanje nove poti v Svetem Duhu in po Svetem Duhu. In zato je res pomembno, da začnemo z izviri, to je poznavanje svetopisemskih temeljev, potem zakramenti, z prvim in glavnim zakramentom svetega krsta, potem Evharistijo, občestvo, da zajamemo v to prenovo cerkve vse, tudi tiste, ki so malo oddaljeni, ki so zelo oddaljeni, ki mogoče tudi niso verni ali so samo krščeni, pa se nimajo za verne ali celo neverne. Na vsak način, vsi smo poklicani k sodelovanju. Sodelovanje in prizadevanje za edinost je znamenje, da deluje Božji duh v nas. Tudi po tistih, ki morda sploh krščeni niso. Razdiranje, čemu smo priča tudi v zadnjih časih, in poskusi, da bi razbili enotnost in edinost med nami, to pa je delo zlega duha. In to lahko tudi prepoznavamo v molitveni drži. Temeljna enakost, soodgovornost in soudeležba, to so eni taki poudarki tudi, ki so bili izpostavljeni na sinodi in so pomembni tudi za naše razmišljanje, tako da vam želim v tem dopoldnevu, da bi v zavedanju, da je Sveti Duh z nami, da nam bo dal svojega uvida, milosti in moči za naprej, da bi v tem duhu tudi mi se pogovarjali, poslušali, prisluhnili in tudi izmenjali svoje izkušnje. Želim vam uspešen dan in Božjega blagoslova pri vašem delu.